Eno lepo dobro jutro, spet se vidimo. Danes imam eno posebno rastlino za vas, ki bi vam jo rada predstavila. Mogoče jo kdo pozna, sicer poznate njene različice, ne poznate pa te prave rastline. No in danes imam za vas sveto baziliko. Ja, spet smo pri baziliki. Zdaj, bazilik je seveda več vrst. Mi najbolj poznamo njeno sorodnico in to je pač ta italijanska bazilika, Genovese bazilika. To je tista, ki je precej malo večja od te, pa tudi večje okrogle liste ima. In pa cveti belo. Medtem ko tale je pa sveta bazilika. Reče se je tudi tulsi in je najbolj poznana v Indiji. Zelo lepo jo vzgajate doma. Jaz jo imam takle tule, se vidi, v visoki gredi. Zelo dobro uspeva tudi v kakšnem cvetličnem loncu. Je pa seveda enoletnica, tako kot vse bazilike, tako da če jo želite ohraniti za naslednjo leto, si pač morate vzgojiti semena. No, in tale že lepo cveti, kot vidite, in ko bo semenila, bomo pobrali semena, da bomo imeli za drugo leto. Zakaj vam jo želim predstaviti? Zato, ker je, bom rekla, še močnejša, ima še večje učinke na naše telo, kot pa ta navadna bazilika, italijanska bazilika. In iz nje praktično lahko pripravljamo in čaje, in tinkture, lahko pa tudi kreme. In zdaj nekako, da vam jo predstavim, no, je kot nek adaptogen. V bistvu, kaj to pomeni zdaj adaptogen? To so rastline, ki nekako pomagajo pri lajšanju simptomov stresa. Gre se predvsem za to, da na primer čaj iz tulsi bazilike deluje pri blaženju tesnobe, nekako vpliva na negativne učinke stresa. Na tak način v bistvu deluje, da sprošča oziroma upočasnjuje sproščanje tega kortizola. Kortizol je pa, kot veste, nekako glavni krivec pri težavah z stresom, nespečnostjo, če smo nemirni, če imamo težave s prebavo. Potem je tudi nekako kortizol vpliva na naš imunski sistem. V glavnem ta bazilika ga pa upočasnjuje in s tem deluje pozitivno na naše telo. Kot sem že omenila, lahko jo uporabite tudi pri izdelavi mazil, kremic. Čisto preprosto, tako kot vsako rastlino, nekako dobite njen oljni izvleček, torej da jo macerirate. Najboljše je, da kar uporabite svežo, lahko jo tudi posušite, pa jo namočite na olivnem olju ali pač katerikoli drugem hladno stiskanem olju, ki vam nekako, ki odgovarja vaši koži. Zakaj je dobro za našo kožo? Predvsem zato, ker kadar imamo težave s tem povišanim kortizolom v našem telesu, se nekako radi pojavljajo potem tudi te akne, razni mozolji, kakšne druge nepravilnosti na naši koži. In ker ima bazilika te adaptogene učinke, zelo dobro vpliva tudi na našo kožo in s tem nekako preprečujemo tudi te težave oziroma jih močno omilimo. Vpliva tudi na nastajanje kolagena, elastina, s tem je tudi naša koža bolj elastična, napeta in nekako bolj spočita, umirjena. Dobro je, če mogoče pri mazilih kombinirate tudi s smiljem. V glavnem, to so ene take dve dobre rastline, ki vplivajo na našo mladostno kožo. V glavnem, zdaj čist mladi ne bomo videti, no, ampak bo pa naša koža videti veliko bolj mladostna, spočita, napeta in pa nekako bolj sijoča. Baziliko lahko tudi uporabljamo
isto kot nekako to navadno baziliko pri težavah z dihali. Ima razkoževalne učinke, torej pomaga pri izkašljevanju, razkožuje naša dihala in je zelo dobra, če jo uporabljamo v kombinaciji na primer z materino dušico, timijanom ali pa samo. Najbolj se obnese pri težavah z astmo, torej kakšnim težkim dihanjem, da pa sprošča te dihalne poti. Ja, mislim, da sem nekako kar dovolj povedala o tej rastlini, veliko. V glavnem je ena najmočnejših zdravilnih bazilik, če ne najmočnejša, v glavnem reče se ji sveta bazilika, če jo boste kdaj iskali. Tako nekako. Lahko jo pa uporabljate isto v prehrani kot navadno baziliko, le da je še nekako močnejšega okusa, je pa nekoliko bolj pekoča, mogoče na določenem, tisti, ki imate dobro okušate okuse, mogoče tudi malenkost pogreni, medtem ko navadna bazilika potegne tako malo na sladkast okus. Ampak zelo dobra na vseh jedeh, seveda pa najbolj na pici. Tako, en lep sončen pozdrav, do prihodnjič.